10 nagrajencev na slavnostni seji, stolp upanja in nov obraz Sotočja. Gorniški klub Jakoba Aljaža praznuje. Sotočje spet vabi na piknik. Brez razprave na poročilo nadzornikov. Medena zgodba Medvod. Žabice v Hrašah, legende na Aljaževini. Dober večer in lepo pozdravljeni. V tem času praznujemo praznik občine Medvode in osrednja prireditev je bila zagotovo ponedeljkova slavnostna seja občinskega sveta Medvode. Ta ni namenjena razpravam, temveč počastitvi najbolj zaslužnih občanov in tudi v počastitev našega zavetnika Jakoba Aljaža. Pred slavnostno sejo so na Sotočju Save in Sore odkrili spominsko ploščo Jakobu Aljažu ter stolp upanja, ki zdaj dopolnjujeta območje, ki so ga poimenovali stična točka preteklosti in sedanjosti. Letošnjih občinskih nagrajencev pa je bilo kar 10. Zelo ponosni pa smo, da smo plaketo Jakoba Aljaža prejeli tudi mi, vaši televizijci, in se seveda zahvaljujemo vsem, ki ste nas prepoznali kot pomemben del lokalnega okolja, v katerem se trudimo in delamo v dobrobit skupnosti. Stena obrazov Sotočja je letos dobila nov obraz. Branislav Sušnik se je pridružil naš zavetnik Jakob Aljaž, ki bo lepšal Sotočje in morebiti, tako kot Prešeren v Ljubljani pogleduje k Juliji, stene opazoval stolp upanja, simbolno in vizualno interpretacijo Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Ta je nastal kot produkt natečaja jeseni leta 2018 avtorjev Mihaela Jenka in Matjaža Poredoša in sedaj končno dobil stalno mesto za knjižnico. Nekaj besed o Jakobu Aljažu je ob tem dogodku zbranim povabljencem namenila direktorica Slovenskega planinskega muzeja Irena Lačen-Benedičič. Med gradivom, ki ga hranimo pri nas v Slovenskem planinskem muzeju, je poleg pogodbe o odkupu zemlje na vrhu Triglava, kjer je Aljaž še isto leto, avgusta 1895, postavil svoj stolp, imamo tudi opisne knjige. In ob nocojšnji slovesnosti dovolite, da izpostavim, da hranimo tudi pesem, ki mu jo je napisal Franc Aleški Finžgar ob blagoslovu kapelice na Krederci leta 1896. Stolp upanja, ki poslej stoji na Sotočju, je v svoj slavnostni nagovor ob letošnjem prazniku umestil tudi župan občine Medvode Nejc Smole, ki pravi, da je ta sicer na zunaj popolnoma enak tistemu, ki je bil izbran pred leti, a njegovo sporočilo je danes popolnoma drugačno in simbolno umeščeno na točko, kjer se zlivata reki in kjer ni več delitev, pač pa samo združevanje. Kot spomin in opomin na čas, v katerem živimo, je še dodal. Medvode so povezane, kar pa ne pomeni, da ne bi mogle biti tudi bolj povezane. In to so mogoče tudi te moji apeli, ki jih kar naprej ponavljam, da povezovanje v resnici nikoli dovolj. V svojem govoru je simbolično današnje čase povezal zgodbo Finžgarjeve verige in z nesmiselnostjo prepirov in sovraštva. Ob 150. obletnici rojstva pisatelja in duhovnika, ki je služboval v naših krajih, je bila namreč tokratna slovesnost posvečena tudi Franu Saleškemu Finžgarju. Ali nalagamo na ogenj sovraštva, ali ga gasimo, je odločitev vsakega izmed nas. Vsak dan, neštetokrat. Praktično vsaka odločitev je odločitev med dobrim in manj dobrim, je pot rasti ali pot padanja. Časi preizkušenj so še posebej pomembni. Lahko nas prečistijo, kot katarza očisti vse v starogrških dramah. Ponovno lahko nastavimo naš kompas vrednot in se zavemo, da skupaj zmoremo vse. Zato hvala vsem, ki delate za mir, za razumevanje, za napredek. Vsem, ki razumete, da nam je na žalost veliko lažje najti točke delitev, kot pa točke povezovanj in si prizadevate za to drugo. Vsakdo, ne glede na to, kje in kaj dela v življenju, lahko z dobro voljo in nasmehom naredi ta prostor lepši, še posebej v časih, v kakršnih živimo. V ospredju glavne občinske slovesnosti pa seveda občinski nagrajenci. Kar 10 jih je bilo letos. Letošnjih nagrajencev je bilo več kot običajno, tudi zaradi tega, ker je uvedeno novo priznanje, torej Mladi up Medvod, ki je bila odlična domislica naše komisije. Mislim, da so Medvode to nujno potrebovale in že letošnji izbor prejemnikov priznanja Mladi up Medvod, mislim, da to več kot jasno tudi potrjuje. Če pogledamo pa ostale prejemnike nagrad, gremo pa pravzaprav čez skoraj vsa področja družbenega življenja, ne? Pri čemer pa seveda ne moramo spregledati dejstva, da že leto in pol živimo v
epidemiji in da so področja in sile za zaščite in reševanje tiste, ki so najbolj vključene v ta del. Zato tudi toliko več priznanj. Seveda pa, ker zadeva gasilskih društev, so pa to društva z najdaljšo tradicijo, zato temu primerno tudi število nagrad. Predlaganih je bilo še več, a komisija je morala slediti dokaj strogim kriterijem in ni mogla podeliti priznanj prav vsem predlaganim. Komisiji je bilo težko zaradi tistih, ki jih nismo mogli sprejeti, oziroma jim nuditi, da bojo danes sprejeli priznanja. Za ostala pa niti ni bilo tako težko, zato ker so bile obrazložitve tako popolne, da pravzaprav nismo imeli tako rekoč skoraj nobenih težav. Morda je bilo malo vaganja, velika, mala, ampak to smo mi hitro razčistili. Navsezadnje imamo mi tudi, sicer ni še čisto gotov poslovnik, ga bomo še dokončali in sprejeli. Poslovnik in pravilnik nas je vodil in pa seveda odgovornost do vseh, ki so predlagali, do vseh nagrajencev. Mladi upi Medvod so postali Nika Zorič, Nikolaj in Luka Ilinčič. Plaketo Jakoba Aljaža so prejeli kabelska televizija Medvode, Ana Marija Lampič, Mojca Trnovec in Franci Jarc. Veliko plaketo Jakoba Aljaža pa so prejeli Prostovoljno gasilsko društvo Smlednik, Prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče in občinski štab civilne zaščite občine Medvode. Seveda priznanja društvom in organizacijam pomenijo priznanje vsem, ki s svojim delom pomagajo pri delu organizacije. Kar zadeva torej nagrajence, pa tiste, ki prejmejo veliko plaketo, kjer gre ponavadi za organizacije, seveda sila nehvaležno, ker vsi tisti, ki delajo v tisti organizaciji, ne morejo priti po samo priznanje. To pa seveda ne pomeni, da ni priznanje podeljeno prav vsakmu izmed njih. Po društvih, po organizacijah vejo, kdo so tisti in prav se mi zdi, da potem, ko to priznanje prejmejo, to delijo tudi z ostalimi in da vidijo, da skupno stanje ni pozabila. Prejemniki priznanj pa so tokrat v roke dobili nove skulpture, delo Mirka Mihovca. Če smo dali poudarek našemu zavetniku, medvoškemu Jakobu Aljažu, potem smo izbrali po moje najboljši predlog za priznanja, to je statua Jakoba Aljaža. In sicer velika in mala, velika plaketa oziroma statua Jakoba Aljaža in mala statua. Torej, veste, ni razlika v velikosti, razlika je v, lahko bi rekel, barvi. Mala plaketa Jakoba Aljaža je bolj tista, veste, zelenkasta, temna, medtem ko se pa velika plaketa pa sveti, ne? In to je razlika, ne? Posebno skulpturo so namenili mladim upom, ponazarja dve reki, ki dereta, kot derejo ideje mladih in zagnanih občanov. Žal pa tokrat ni bilo podeljenega naziva častnega občana, bodočega nagrajenca ali nagrajenko pa čaka prav posebna skulptura in upamo, da jo bomo videli prihodnje leto. Na slavnostni seji se je Finžgarju z govorom in fotografsko dediščino poklonil njegov pranečak profesor Janez Bogataj, ki je orisal bogato dediščino svojega sorodnika in kako je pustil velik vtis na domačine v Sori, ko je služboval pri njih. Iz Sore je Finžgar odšel za župnika v Trnovo v Ljubljani, kjer je ostal do upokojitve leta 1936. Navezanost s Sorci je bila tako velika, da so ljudje hodili k njemu in ga poskušali pregovoriti, naj ne gre v Trnovo. Ko se je odpeljal v Ljubljano, je prišlo za njim mnogo Sorcev. In Finžgar pravi takole: prišlo je mnogo Sorcev, ki so hoteli videti, kam pojde njihov župnik. Pa jim nič ni bilo všeč, zlasti revno gospodarsko poslopje, ko je Sorsko tako mogočna stavba. Prišli so še enkrat po slovo in nekdo je rekel: kar ukažite, in vse bomo v enem dnevu oprtil, brez voz, znesli nazaj v Soro, samo da se vrnete.
Na govoru Janeza Bogataja je sledil še krajši odlomek verige v izvedbi kulturno-umetniškega društva Franz Aleški Finžgar Senica. Glasbeno sta poleg godbe Medvode popestrila sopranistka Elvira Hasanagič in Blaž Avsenik na klavirju, program pa sta povezovala Lucija Fabjančič in Gašper Muren. Več o letošnjih nagrajencih pa v prihodnji oddaji. Eden od tradicionalnih dogodkov, ki poteka že od leta 1996, je prireditev počastitev rojstva Jakoba Aljaža in v čast občinskemu prazniku v Zavrhu, ki jo pripravlja Gorniški klub Jakoba Aljaža. V letošnjem letu so jo posvetili 100. obletnici uradnega ustanovnega občnega zbora kluba Skala, katerega del je Gorniški klub Jakoba Aljaža. Slavnostni govornik, triglavski župnik Franc Urbanija pa je spomnil, da je letos tudi 150 let, kar je bil Jakob Aljaž posvečen v duhovnika v varni cerkvi svetega Urha v Smledniku. O priložnosti podelijo priznanja tudi tistim, ki so v preteklem letu prehodili Aljaževo pot od doma do doma. Teh je bilo zaradi omejitev ob pandemiji tokrat samo 6. Srečanja v Zavrhu so dolgoletna tradicija Gorniškega kluba Jakob Aljaž že od leta 1996, ko so imeli ustanovni občni zbor in ki združuje ljubitelje gora, ki se zberejo na mestu rojstne hiše Jakoba Aljaža, njihovega vzornika in vir navdiha. Najvišji posestnik v Sloveniji v nemških časih. To je bil neverjeten dosežek. Slovenci smo en čuden narod. Mogoče se malo preveč kregamo med sabo, ampak naredimo čudesa. Zdaj tole dokazujejo tudi naši kolesarji na kolesarskih stezah po celem svetu, tako da jaz mislim, da je prav, da se to dogaja in neprekinjeno že, to se pravi od leta 1996, tukaj prirejamo to svečano akademijo v počastitev njegovega rojstnega dne, 6. julij, in prav je tako. Kljub pomembnosti enega največjih Slovencev, ki je ohranil vrh Triglava v slovenski posesti, pa marsikdo, ki po idiličnih poteh v Zavrhu zavije proti Šmarni gori, ne ve, da je Jakob Aljaž prav tu občutil prvo ljubezen do gora. Moram pa povedati, da recimo večina Slovencev sploh ne ve, da gre mimo rojstne hiše Jakoba Aljaža. Kdo je Jakob Aljaž? Veliko. Tako da vedno opozarja te pohodnike, ki hodijo na Šmarno goro, da je bil pač tu rojen en največjih mož slovenskega naroda, ampak ni tiste, kako bi rekel, znanja na tem področju ali pa zanimanja, tako da počas. Jaz mislim, da počas. Predvsem me pa skrbi, ker današnja mladina premalo pozna to zadevo. In če ne bomo zgodovine spoštovali, bo slovenski narod počas šel mimo. Tomaž Mis vsako leto položi tudi venec v spomin Jakobu Aljažu in dodaja, da bo to počel, dokler bo živ. Letošnja častna akademija v Zavrhu je bila posvečena več pomembnim obletnicam, dogodkom, ki so opustili pečat tako v zgodovini samih skalašev, kot v zgodovini naše domovine. 100 let delovanja skalašev na Slovenskem kot prvi in osnovni praznik, potem seveda Aljažev rojstni dan in občinski praznik in za češnjo na vrhu torte 30 let samostojne države, republike, domovine, kakorkoli. Meni je najljubše domovine. In kdo pravzaprav so skalaši? Mi smo tako kot vsi ljubitelji slovenske zemlje in gora. Mogoče malce drugačni zato, ker vlagamo predvsem veliko duhovnosti v naše poti po gorah. Ali pa več duhovnosti kot ostali. Drugače smo pa vsi isti in enaki. V bistvu drugo lice istega obraza. Tako da tisti, ki so nas nekaj časa kruto ločevali med planince in gornike, so dojeli s časoma, da nismo tako različni, ampak da smo si zelo podobni in enaki. In moram reči, da sem presrečen, ker zadnje čase s Planinsko zvezo Slovenije odlično sodelujemo. Ljubezen do gora je tista, ki združuje in povezuje, in takrat ni pomembno, v katerem klubu si. V gorah si vedno v najlepši družbi, pa naj si boš s prijatelji ali pa kar sam. Dostikrat me prijatelji vprašajo, zakaj hodim sam. Zato, da sem v najboljši družbi. Ampak ne mislim tako, da so drugi ljudje slaba družba, ampak zato, ker ko si sam s sabo, najlažje razčistiš s sabo
stvari, ki jih ne moreš v dolini ali pa med družbo prijateljev in znancev razrešiti. Zato hodim rad v gore in zato hodim pretežno sam. Sem eden od tistih samohodcev, tako imenovanih. Ljubitelji slovenskih gora iz gorniškega kluba Jakob Aljaž med seboj vedno z veseljem pozdravijo svojega častnega člana, triglavskega župnika Franceta Urbanijo, ki je tokrat zaradi nepredvidene zadržanosti predsednika Skale prevzel tudi funkcijo slavnostnega govornika. Gospod France Urbanija, bivši dolški župnik, še vedno triglavski župnik po želji škofa oziroma nadškofa, je pa vedno naš prijazen, prijeten, dobrosrčen gost in navdih. Namreč njegove besede nam vedno vzdignejo duha in voljo, tako da lažje vzdržimo do naslednjega leta v pričakovanju njegovega ponovnega srečanja z njim. Govor Franceta Urbanije je seveda opeval ljubezen do domovine, do gora, do Jakoba Aljaža in do vere v Boga. Govoril je o spoznanju in doživetju, o tem, da smo obdarovani z lepotami narave in moramo svoje veselje in danost deliti med druge, saj z deljenjem tistega, kar ljubimo, to pomnožimo. Tako je to počel Jakob Aljaž, tako so to počeli tudi gorniki od leta 1921 oziroma še prej njihovi predhodniki, Drenovci in Pipari. Nikoli ni zanimivo ta iskra gorništva, tisto prizadevanje, da ne bo zgolj eno plezanje, pa bomo rekli, premagovanje sten. Gorniki, čeprav niso bili, da bi rekli, sem premagal steno, sem jo osvojil. Če tudi se včasih tako zgledalo ali pa so zapisali kakšni. Ne, premagal sem sebe. Svojo, včasih tudi puščovo, svojo lahkotnost, svojo sebičnost in zato pa to ustaja, kar je podarjeno, tisto ustaja, kar pa jemljamo, pa če ne znamo ali nočemo deliti pol naprej, pa se gnije, propade. K rojstni hiši Jakoba Aljaža se vsakokrat zelo rad vrača, saj je to človek, ki mu je veliko več kot samo vzornik. Ja, je to pa lahko rečem, da je velik, pa ne samo vzornik, dejansko pomočnik. Ko sem bil še nedavno župnik, kolikokrat sem se obrnil, bi rekel, po nasvet k njemu, nikoli ne za manj. Prvič sem ga že toliko let poznal, po njegovih delih, drugič pa kar sem, ko da še zmeraj mi imel to možnost, da mi je dal pravi nasvet ali izprosil. To sem ves čas čutil in pa tudi prej že, še preden sem postal župnik na Dolgem, še kot študent, pa smo hodili sem gor na Šmarno goro in smo tukaj bili, ko smo se plemenitili, potem pa kot študenti, in potem ves čas je Aljaž bil z nami, ta Aljažev duh mora živeti, jaz meram. Slavnostna akademija v Zavrhu je namenjena tudi podelitvi priznanj vsem, ki so prehodili Aljaževo pot od doma do doma. Tokrat jih je bilo 6. V bistvu je res, da je ta zaprtje na občine vplivalo na to, da pač veliko ljudi ni moglo iz svoje občine in ni opravilo v zadnjem obdobju leta in pol te poti. Zagotovo jih je več kot 6 to pot začelo in jo bojo zagotovo tudi končali, ker ni časovno omejeno začetek niti konec. Uradno registriranih je sicer kar 611 prehojenih poti v celoti, zato vabijo še druge, da se preizkusijo v tem simpatičnem pohodniškem izzivu. Pot je razen na tistem delu, ko se povzpnemo na Triglav in v zadnjem delu na Storžič zahtevna. Ni izrazito nevarna, ampak je zahtevna, drugače pa to pot dobesedno za družine. Družine z otroki, ki jo lahko prehodijo ali pa prevozijo s kolesom, se povzpnejo na koncu na vrh in jo upravijo pač po želji in po zmožnostih. Jaz jo običajno opravim v enem kosu, običajno traja 5 do 6 dni, spim običajno v naravi ali pa pri prijateljih, ki jih imam kar nekaj ob tej poti, tako da za vse druge so pa planinski domovi idealno
med eno in drugo spominsko točko oziroma domom je ravno toliko časa, da se lahko prehodi v enem dnevu zmerno z lagoma, tako da. V pomoč vam bo Kocijanov vodnik spominske gorniške poti, ki jo je v ponatisu tudi popravil, da so v njej zajete tudi vse spremembe in podrobnosti. V knjigi so tudi barvne fotografije, ki jih je posnel France Urbanija, in življenjepis Jakoba Aljaža. Sedmo leto zapored smo se odzvali povabilu na predpočitniški piknik ob Studencu na Zgornji Senici. Prva 4 leta so ga na nas naslovili občinski svetniki iz vrst nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode. Sedaj pa že tretjič zapored iz vrst nestrankarske liste Sotočje. Akterji so isti, namen tudi, le ime liste je drugo. Kdo so torej gostitelji in kdo povabljenci? Imamo zmeram ogromno obiskov, tudi drugih list, drugih strank. Vsi so zaželjeni, ker mi združujemo, ne razdružujemo. Tako da jaz mislim, če delamo dobro, da ni nič slabega v tem in zato ljudje radi pridejo. Prva 4 leta nas je torej vabila nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode, ki je lista z najdaljšo tradicijo v naši občini in velja za listo nekdanjega dolgoletnega župana Stanislava Žagarja. V tem mandatu listo zastopata Mateja Kuhar-Bizjak, ki v delu občinskega sveta tvorno sodeluje, in bistveno manj zgovorni Tomaž Kuralt, ki je bil tudi županski kandidat te liste. 2 predstavnika v svetu ima tudi nestrankarska lista Sotočje, Ines Iskro in Stanislava Ulanca. Slednji je v prejšnjem mandatu še bil predstavnik nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode, tako kot glavnina tokrat prisotnih vidnih predstavnikov liste, Katarina Galov, Sašo Šulc in Matej Trampuš. Ker so v prejšnjem mandatu na veliko presenečenje dobro sodelovali z aktualnim županom Nejcem Smoletom, na zadnjih volitvah niso bili več povabljeni med kandidate nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode, zato so ustanovili svojo listo, nestrankarsko listo Sotočje. No, zdaj, da bi rekel, da bdimo nad tem, kar se dogaja v občinskem svetu, nisem čisto prepričan. Kar se pa tiče teh piknikov, pa res želimo obdržati to tradicijo, ki jo imamo, ki mislim, da je zelo super, ki pomeni sproščeno druženje, ki pomeni izmenjavo mnenj, ki jih včasih tudi, bi rekel, v takem smislu, kot je po nek kosten v žarjavco, ne moramo oziroma ne morajo reševati na nekih uradnih sejah ali kakorkoli se pa tukaj te zadeve strajo. Res pa je, da iz leta v leto dejansko narišajo ali pa vsaj nakažejo, kje je črta, da tu politika ja, naprej pa ne več. Čeprav v praksi, če tudi gre za piknik, to ne gre. Jaz mislim, da je to prav, ker smo tukaj, so tukaj ljudje, ki so odgovorni, ki nosijo res veliko breme v občini, kar se odgovornosti tiče, in je prav, da se tudi na takih druženjih o teh stvarih pogovorimo. Sej občinskega sveta ne spremlja tako intenzivno, kot jih je. Res sem jih gledal, na začetku sem jih gledal, pa so mi ratala majčkeno dolgočasna ta srečanja, če lahko temu tako rečem, na občinskem svetu. Je neke opcije je mogoče majčkeno preveč v svetu, ker v prejšnjem mandatu ni bilo. V prejšnjem mandatu smo se srečevali, smo izmenjevali mnenja, smo iskali rešitve in smo jih vedno našli. Danes pa imam občutek, da je ena resnica prava, druge se pa majčkeno manj sliši. Ampak tudi to je prav. Tudi to je politika, ki jo peljemo, ki jo vodimo in na koncu bojo drugo leto volilci pokazali, da je bilo to prav ali ne. Kot dodaja Trampuš, jih z novicami o pomembnejših temah na sejah seznanjata njihova predstavnika v občinskem svetu. Bolj zvesto seje občinskega sveta spremlja prav tako nekdanji občinski svetnik Sašo Šulc. Informacije pa pridobiva tudi kot član sveta krajevne skupnosti Pirniče. S problematiko je tako kar na tekočem. Pa tudi imam veselje do tega in moram reči, da kar sledim tudi občinsko politiko in lahko rečem za sebe, da sem kar na tekočem. Kar opazijo tudi ljudje, ki me še dostikrat sprašujejo, kaj je kaj novega, kaj je kaj važnega v občini, kaj se kaj dogaja, imajo kakšne pripombe, no pa kaj jim rečem, da jaz nisem več pač v tem mandatu v občinskem svetu, je marsikdo kar malo začuden.
Prepričan je, da se epidemija COVID-19 pozna tako na delu občinskega sveta kot tudi sicer. Podobno kot Trampuš pa meni, da za delo občinskega sveta ni najboljše, če je predstavnikov ene liste več kot polovica sveta. Dejansko mislim, da bi bilo narobe reči, bi rekli, da se v občini ne dogaja veliko, da se dogajajo spremembe na bolje in da se delajo projekti, za katere smo včasih samo sanjali. In da se pripravljajo tudi novi projekti. Je pa res, da stranke v opoziciji, če to lahko tako rečem, ali pa liste, imajo pravzaprav zelo malo besede pri tem, bi pa želeli seveda konstruktivno neko tako zaupnico pri tem tudi sodelovati malo bolj aktivno kot do zdaj. In ker razprav na javnih sejah občinskega sveta o določenih temah skoraj da ni več, kako prepričati volivce na naslednjih volitvah? Mogoče malo provokativno vprašanje, ampak na mestu. Ja, situacija se je spremenila od prejšnjih volitev, ko je bilo glasovanje, pravzaprav ko smo bili svetniki porazdeljeni, ko je bila naša lista NLCOM zelo močna, 15 je bilo. V tem mandatu, v naslednjem mandatu smo samo 2 noter in je lista Nejca Smoleta zelo številčna. 13 jih je not prišlo, ne vem po kakšnem načinu. Pravzaprav vemo. No. Volilcev gospoda župana, kar si zasluži, ne zaslužijo si pa določeni svetniki, da so prišli v ta svet noter. In zdaj na glasovanju, če ste me izvala pa vprašala, na glasovanju včasih malo počepnemo, ker vemo, da ne bomo uspešni, ampak se časi bližajo koncu. V zagovor pa vendarle vse pomembnejše teme občinski svetniki predebatirajo ob strokovnih razlagah na predhodnih usklajevanjih, ki pa niso javna. Tukaj vsaka čast občinski upravi, ne celi, pa županu, da nekako vseeno usklajujemo te stvari, so dobronamerne, so za dobrobit občine Medvode. Najbolj mu je žal, da se nekaterih komunalnih investicij do konca mandata ne bo dalo izpeljati. Imamo par teh investicij, da bi jih speljali do konca, cene se dvigajo, to mi je majčkeno žal, da ne bo, najbrž da ne bo ratalo. Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali, da je 18. seja občinskega sveta minila skoraj da brez razprave, čeprav so sprejeli 2 odloka o oskrbi s pitno vodo in o organiziranju in izvajanju javne službe socialno-varstvene storitve, pomoč družini na domu in med drugim potrdili še poročilo nadzornega odbora občine Medvode za obdobje od maja 2020 do maja 2021. Za boljše razumevanje tematike, vse gradivo je javno objavljeno na občinski spletni strani. Vabljeni. Občinski svetniki niso razpravljali niti na poročilo o delu nadzornega odbora občine Medvode v obdobju od maja lansko leto do maja letos. Res pa je tudi, da je v letu dni nadzorni odbor opravil le en nadzor oziroma objavil le eno končno poročilo, ko so pod lupo vzeli ponovno kar občino in zaključni račun za leto 2018, ki je, kot je na seji izpostavil predsednik nadzornega odbora Mitja Starman, objavljen na občinski spletni strani, zato je tokrat izpostavil le en segment nadzora. Nadzorni odbor je vse od ustanovitve režijskega obrata občine Medvode sledil želji, da občina uredi način evidentiranja stroškov in prihodkov na tak način, da se lahko na koncu ugotovi, koliko nas posamezne gospodarske javne službe, ki jih režijski obrat izvaja, dejansko stanejo. No in v tem poročilu smo lahko ugotovili, da je občina Medvode oziroma da je občinska uprava vzpostavila ustrezen nadzor oziroma ustrezen način evidentiranja teh dogodkov, tako da smo v nadzornem odboru lahko izračunali v bistvu strošek izvajanja posameznih gospodarskih služb.
Zaključno poročilo ne vsebuje kakšnih posebnih priporočil, je pa Starman vendarle predlagal županu in občinski upravi, naj pri pripravi letnega poročila v prihodnje za svetnike pripravijo obvestilo, iz katerega bo razvidno, kolikšni so dejanski stroški posameznih gospodarskih služb. Dobil je obljubo o upoštevanju tega priporočila. Ker je navsezadnje je zelo zanimivo tudi za člane občinskega sveta in župana videti, kakšen je strošek in se potem tudi pogovarjati, kaj je smiselno in kaj mogoče ni v kakšnem primeru. Pred slabim tednom dni je Čebelarska zveza Slovenije na Medvoško tržnico pripeljala čebelarski paviljon Medena zgodba. Mobilni čebeljak je namenjen izobraževanju, predstavitvi in promociji čebelarstva ter medenih izdelkov. Naš vodič po paviljonu je bil domačin Miha Bukovšek iz Babnega Dola, kjer letos praznujejo 90 let čebelarstva. Idejo za paviljon Medena zgodba je podal predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki je tudi sodeloval v delovni skupini, ki je paviljon v celoti zasnovala. Služi ozaveščanju ljudi, Medvoščanov, da med, ki ga kupijo v kozarcu, ne pade z neba, ni to produkt neke industrije, ampak je stvar iz narave in darilo narave in truda čebelarjev. Poleg prodajnega pulta, ki ga je Miha Bukovšek včeraj, ker je bila sreda, preselil na Medvoško tržnico, je v paviljonu še prostor za poskušanje različnih vrst medu, predstavitev tehnologije pridelave medu in prikaz čebelarskih opravil, kot sta točenje in skladiščenje medu. In nazorna predstavitev čebeljih panjev. Dva sta iz vrste AŽ, po konstruktorje Anton Žnidaršič iz Ilirske Bistrice. Panj, ki je zelo prilagojen slovenskim pašnim razmeram in klimatskim razmeram, kjer so zaradi bližine hribov Alp so noči dokaj hladne. Ta panj se pa zloži skupaj v skladovnico, nekaj, česar svet ne pozna drugače. Druga vrsta pana je pa nakladni pan, tako imenovani Langstrotov pan ali ameriški pan. Te panji so razmetani po travniku. Te panji omogočajo veliko hitrejše tehnološke procese, veliko hitrejše delo, so pa veliko bolj podvrženi klimi in v njih čebele veliko težje iz nektarja osušijo nektar, da pridejo do medu. Kakšni so pri vas doma? Zgolj Žnidaršiči. Pri Bukovškovih čebelarjev že od leta 1931, od leta 1934 pa tudi vzrejajo čebelje matice. Začetnik je Mihov stari oče, že pokojni častni občan občine Medvode Alojz Bukovšek. Pri nas doma celotne številke ne vem, ker nekaj jih ima oče, nekaj jih ima vsak brat jih ima nekaj, jaz jih imam pa nekaj čez 150 panjev. V paviljonu Medene zgodbe nas s posebnimi video vsebinami in z didaktičnimi igrami za najmlajše popeljejo v čebelji svet. Spoznavamo življenje in pomen čebel. Na zunanji strani paviljona so predstavljene še vrste medu, čebelji pridelki, avtohtona kranjska čebela in pomemben segment slovenskega čebelarstva, apiterapija. Bukovškovi že sicer radi pravijo, da je med kvalitetno sladilo, hranilo in tudi zdravilo. Kakšna je prodaja na Medvoški tržnici? Prodaja na Medvoški tržnici pač malo varira od sezone, ker med je le malo bolj sezonski. S tem pa, da pomalem tudi odkrivamo, da z medom tudi v času poletja se da narediti marsikakšna dobra sladica, predvsem gre tukaj za lažje medove, svetlejše medove. Ne vem, limonada z medom, fenomenalna. Tudi med na kupi sladoleda naredi zelo dober okus, obenem še zanimiv efekt, ker se med na hladnem se strdi, rata malo smolnat in je prijetno in zelo obogati okus. Prodajajo le med lastnih čebel, zato sicer nimajo velike pestrosti, stavijo pa na kvaliteto. Njihove čebele v 2 prevoznih enotah nabirajo nektar vse povsod. Trenutno je ena enota v Posočju, nad vasjo Kambreško, to je že blizu italijanske meje,
v veliki strmini. No. Ta druga je pa tukaj blizu iz Sore proti Katarini v dolini Lučnice na Kostanju. Na paviljonu Medena zgodba so predstavljeni tudi vrste paše za čebele. Zraven so še slike medovitih rastlin z imeni in latinskimi imeni. Letos to žal zveni malo kot parodija na trenutne pašne razmere, ampak vsaj, da vidimo, z katerih rastlin prihajajo medovi. Kakšne so pašne razmere torej? Zmrzal, ki je bila v marcu, je naredila veliko škode. Ta škoda se še danes pozna, recimo lipa. Lipa medi zgolj nekaj procentov, dočim prej cvetlične paše na sadnem drevju, potem akacija. Tega ni bilo absolutno nič. Na paviljonu je na časovnem traku prikazana tudi zgodovina čebelarstva, izpostavljene ključne informacije o čebelah in čebelarstvu in predstavljene panjske končnice. Slovenski čebelari smo čebelari s strastjo in to tudi kažemo z nego čebelnjakov, z risanjem panjskih končnic. Med njimi je mogoče kakšna, ki je vam posebej ljuba? Ena zelo zanimiva, ki prikazuje medsosedske odnose, namreč naslov je Kmeta se kregata za kravo, advokat jo pa molze. Torej, zelo tipično slovensko, žal. Eden od podatkov paviljona Medene zgodbe je tudi, da morajo čebele za 1 kilogram medu v povprečju obleteti 4 milijone cvetov in narediti 120 kilometrov. S tem pa opravijo tudi tisto pomembno vlogo za preživetje človeštva, opraševanje. Od tega torka naprej so v Aljaževi rojstni hiši v Zavrhu na ogled dela z 2 likovnih ekstemporov. Najboljša z 4. nagradnega likovnega ekstempora Hraše na temo Žabice, tako in drugače in dela, ki so nastala na 5. nagradnem likovnem eksemporju Aljaževina na temo Legende, mitologija. Kdo so nagrajenci na obeh, je odločila 3-članska komisija. Na 5. nagradnem likovnem ekstempuru Aljaževina, ki ga soorganizirata Kudjaram in Kudzbilje, je letos sodelovalo 20 odraslih ustvarjalcev in 5 otrok. Predlog za letošnjo temo Legende in mitologija je že pred časom podal član ocenjevalne komisije dr. Janez Bogataj. Članom Kudajaram pa se je tako dopadla, da so k projektu zbiranja in upodabljanja legend povabili tudi druge ustanove, vendar je bil zaradi epidemije realiziran le v okrnjeni obliki, v obliki ekstempora. Predvsem menim, da smo to tematiko mitologije ali bajeslovja kar nekoga zanemarili, čeprav je delno prisotna v nekaterih literarnih delih za mladino, ampak v enem širšem pogledu pa ne. Tudi, bi rekel, upodobitve naših mitoloških likov, recimo, in sploh mitoloških dogodkov so razmeroma redke, in menim, da je to ena od pomembnih sestavin naše kulturne dediščine, ki se seveda tudi še razvija. Nastajajo nove mitologije, govorimo o mitologijah sodobne družbe in tako naprej. Skratka, je to en zelo zanimiva tematika, ne samo za mladino, ampak tudi za vse tiste, ki se izražajo na likovni način. In katere upodobitve legende, mita ali bajke ga je najbolj pritegnila? Kot etnolog ne morem reči, katera mi je bolj blizu, vsaka mi je na nek način najbolj blizu in najbolj vabljiva. Tukaj me je zanimalo, odkot prihajajo slikarke in slikarji in v kakšni meri so zajemali iz svojega neposrednega kulturnega okolja. Svojo osebno zgodbo na to temo ima tudi Ana Marija Meglič, druga uvrščena z tega ekstempora. Živim na obrobju Krasa in Vipavske doline. V tem območju imamo tako imenovane vaške, ki so značilne samo za naše območje. In te vaške so bile vedno za otroke mistične in nevarne. Ko smo otroci pomagali starejšim nonotam, tetkam, babicam, pri prenašanju hrane in pa raznih manjših opravilih v vinogradu in sadovnjaku, smo se igrali v bližini teh vašk.
In zato, da so nonoti in starši bili mirni, so nam pripovedovali strašljive zgodbe o možu iz vaške, zato da se nismo mi tej vaški približali in noter padli, ker so bile dejansko globoke in polne vode. Poleg etnologa dr. Janeza Bogataja sta bila v ocenjevalni komisiji ponovno še likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn, ki je tako kot običajno podala oceno nagrajenih del, in predsednik komisije, akademski slikar Peter Gaber, ki je na primerih podal priporočila vnaprej. Kako pripovedno, motivno, figurativno in nasploh likovno prepričljiva so bila tokratna dela. Kako težka je bila torej ta naloga? Če je bila težka? Zdi se mi, da kar težka. Treba je bilo najti tudi motiv za začetek in so bili pozvani k iskanju mitoloških motivov in legend. Tako da siguren težje, kot če bi rekli tihožitje, krajina ali pa nekaj. Ne? Tako da so rezultati potem kar v redu, glede na to, da je bil izziv. Tako kot smo povedali, da se marsikaj nadgraditi, predvsem v smislu anatomije, pač človeka, figuralike in detajlov, ampak pristopi so ful zanimivi in tako v bistvu in likovno in vsebinsko kar inovativni eni. No. Da bi bilo dobro, da bi si udeleženci Extempora predhodno pogledali videozapis, kako je Peter Gaber že pred leti upodobil eno izmed legend, kot jo je zapisal že pokojni predsednik KUD-a Jarem Janez Meglič, pripovedovala pa prav tako pokojni Polde Bibič in Nina Rakovec, realiziral pa sin Gregor Meglič, bi bila upodobitev tokrat enaka? Po mojem bi se trudil narediti boljš, pa ni nujno, če bi. Če sem čisto iskren, sem v bistvu bil kar zadovoljen. Da je od udeležencev pričakovala več, je med drugim dejala Stibilšajnova, vendar pa je vesela, da je vsak izmed njih ostal svet zase. Ja, v bistvu se mi je zdel naslov, tema samega Extempora taka, o kateri bi se dalo marsikaj povedati oziroma naslikati. Ampak rezultati pač niso tega prinesli. No. Zato se mi je zdelo, da enostavno verjetno ljudje avtorji niso znali pravilno slediti, se poglobiti v to tematsko izhodišče. Čeprav avtorji prihajajo iz različnih okolij in kot je povedal dr. Janez Bogataj, bi vsakdo na svojem pragu lahko našel snov za svoj čopič. Ne? In če napotke, ki so jih člani komisije dali na tokratnem srečanju, ponazorimo na primeru tretje uvrščenega na tem likovnem Extemporu, platno predsednika KUD-a Jarem Romana Verasa. Pripomba Gabra je namreč bila, da je figura premajhna, Stibilšajnova pa, da je upodobljena atmosfera tako močna, da figura sploh ni potrebna. Ker čutimo takšno silno moč vode, čutimo svetlobo, čutimo ta izjemno koloristično bogatstvo, ubranost, gibanje teh vodnih mas in tako, da so to tisti dovolj zgovorni elementi pripovedi. Na 4. enodnevnem likovnem Extemporu v Hrašah, ki ga soorganizirata prav tako KUD Jarem in Turistično društvo Hraše, pa je to soboto sodelovalo 30 likovnikov vseh starosti. Letošnja tema pa žabice tako in drugače. Žabe so zelo pripovedovali neke zgodbe in so bile postavljene v kontekste, ki so veliko bolj zanimive, kot samo žaba. Tako da se mi zdi, da je bilo nekako zanimiva neka taka priprava na to, kar je sledilo tukaj. Tema Extempora je bila izbrana po naključju. Jerca Meglič pa jaz, neki sva izpolnjevala te formularje za sofinanciranje občine, se hudovala in nam še kaj rekel, no, ampak dobro. In takrat en članek so, ali na televiziji, ne vem, ali pa en članek na mizi v enem cajtngu, da žabe pa skačejo takrat, kecajt, ne, v Hrašah. Ja, pa mi imamo v Hrašah Extempore. Pa dajmo žabe. Žabe tako ali drugače. Cel kup zgodb je lahko na račun žab. Tako Ana Marija Meglič kot Roman Veras sta sodelovala na obeh Extemporih. Tema pa vsaj za slednjega ljubša na prvem, torej legende in miti. Jaz sem zmeri bolj nagnjen k abstrakciji, ker tukaj lahko potegneš, ne, in to se pa vidi, res se vidi, ne potegneš in ti potem nastaja, kjer govori barva, poteza, mislim,
to je tisto in sem to izkoristil in prilagodil prav temi. Ne. Obe temi sta mi bili blizu. Jaz se rada udeležim extemporov, ker je en izziv, ko moraš raziskovati o vsebini predlagane teme, istočasno raziskuješ temo v svojem okolju in pa raziskuješ sam sebe s tem. Na extemporu je sodelovala tako rekoč cela družina, tudi hčeri. Ne rabim jih motivirati. One so v bistvu prisotne pri mojem ustvarjanju in iz radovednosti želista tudi one dve poskusiti. Tako sta tudi v bistvu letos poskusili grafiko delati. Ja, za svoje potrebe sem delala neko grafične liste na linorezu. Ko so me opazovali, se želele tudi one dve in sem jim dala to možnosti, so slike tam razstavljene. Znani sta temi že prihodnjih extempor. Na extemporu Aljaževina bo tema V objemu oblakov, na extemporu Hraše pa delno nadaljevanje letošnje figuralike. Extempore v extemporu, torej upodabljanje drug drugega. Torej leto dni za več dela na tokrat malo slabšem upodabljanju figure. Ampak stvarni bav, naj uživajo v tem, naj se pač najdejo tisti svoj stil, tisto svojo neko izraznost in sem prepričan, da bo stvar čist zabavna. In tudi predstavljam si, da bo kolonija, da bo ta dan veliko bolj zabaven, kot sicer, zaradi tega, ker se bo skozi gledali in bo pač navdušenje in bo fino. In kako se je bodo nekateri lotili? Čisto enostavno, na abstraktni način. Samo še ta konec tedna, jutri v petek in dan kasneje si lahko na prostem na prireditvenem prostoru ob Medvoški tržnici še ogledate eno najboljših del antične Grčije. Sofoklejev kralj Ojdip v odlični interpretaciji Mateja Ulčarja in v režiji Janeza Vencla je tragedija, ki odpira teme usode in svobodne volje, krute resnice, slepote, moralne krivde in kazni, človečnosti, oblasti in incesta. Težko bi si zamislili bolj primerno delo za prvo predstavo medvoških ljubiteljskih gledališčnikov po epidemiji, ko so se pred letom in pol znašli v težki situaciji in sedaj vračajo gledališko kulturo v mesto. Predstava je nastala v sodelovanju 5 kulturnih društev in koprodukciji z javnim zavodom Sotočje Medvode in občinsko kulturno zvezo. V soboto seveda vabljeni na eno od 3 tras pohoda od Jakoba do Jakoba, s katerimi zaključujemo letošnje praznovanje občinskega praznika. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo, prijeten poleten večer vam želim še naprej in nasvidenje do prihodnjega četrtka. Lep pozdrav!